Sodobne komunikacije spreminjajo naša življenja, naše vedenje in pričakovanja. Komunikacijska tehnologija pa je ključna tudi za delovanje enot za zaščito, reševanje in zagotavljanje varnosti, kot so policija, gasilci, nujna medicinska pomoč ali ekipe civilne zaščite. Različne enote so različno organizirane, ob tem pa uporabljajo med seboj slabo ali pa povsem nezdružljive komunikacijske tehnologije oziroma lastna omrežja. Ob naravnih nesrečah, kot so poplave ali žled, v primeru množičnih nesreč, kot so strmoglavljenje balona ali verižno trčenje, pa tudi za zagotavljanje varnosti na množičnih prireditvah, pa je izredno pomembno usklajeno medsebojno sodelovanje ter hitra in učinkovita komunikacija. Ob tem se nemalokrat zgodi, da se ravno ob tovrstnih dogodkih, zaradi potreb ljudi po večji komunikaciji, povečajo tudi obremenitve javnega mobilnega omrežja. Posledica tega je, da imajo enote za zaščito, reševanje in zagotavljanje varnosti manj možnosti za vzpostavitev kakovostne medsebojne komunikacije. Zato lahko ob množičnih, izrednih in kritičnih dogodkih pri komunikaciji pomaga vrhunsko omrežje, ki omogoča posredovanje podatkov v realnem času. Hkrati pa omogoča tudi sprotno analiziranje prometa, na podlagi katerega se lahko omrežje hipno prilagodi razmeram na terenu. Nujni komunikaciji pa zagotovi prednost. To možnost nam že zagotavlja mobilna tehnologija 4. generacije, še z večjo kapaciteto, višjimi prenosnimi hitrostmi in še krajšimi zakasnitvami, pa jo bo nadgradilo omrežje 5. generacije. Kako torej nujni komunikaciji zagotoviti prednost? Tako da na ravni omrežja vzpostavimo identifikacijo nujne komunikacije, torej komunikacije med enotami za zaščito, reševanje in zagotavljanje varnosti. Tovrstna komunikacija ima prednost pred komunikacijo, ki ni nujna, omrežje pa samodejno zagotovi hipno prilagajanje razmeram na terenu. Tako se na napravah, prek katerih poteka nujna komunikacija, kakovost komunikacije ohranja, in sicer ne glede na število uporabnikov, s katerimi si delijo razpoložljive frekvence. Ostalim uporabnikom pa se hitrost prenosa podatkov ustrezno spreminja. V skrajnem primeru se nenujnim neaktivnim uporabnikom lahko povezava z omrežjem tudi prekine, da se sprostijo kapacitete, ki so potrebne za komunikacijo ob delovanju in usklajevanju intervencijskih služb. V omrežju 5. generacije pa bo v ta namen mogoče prekinjati tudi aktivne povezave. Vrhunsko mobilno omrežje torej ne omogoča le povezljivosti. Je nepogrešljiv del infrastrukture prihodnosti.